Spasitelj naš je Jezus, on bremena lajša nam. Naj srce ti ne opeša, saj molitvi nisi sam. Včasih blodimo samoti, včasih dan je poln težav. A zakaj te gobi svojih v molitvi ne predal? Ko skušnjava te obide, ko boli te duša vsa, ne obupaj te samoti, mir molitvi te obda. Veš, da čaka te prijatelj, čaka da olajša križ. Pridi k njemu, on te vabi, le pri njem pomoč dobiš. Če po trci in utrujen, če bolezen te teži, pridi k Jezusu molitvi, on so žalost nam teši. Jezus naš je spremljevalec sredi zemeljskih nadlog. Varno nosite v naročju, on Gospod je naš Bog. Danes se bomo dotaknili prav posebne razširjene družine. Ta družina je bila kljub temu, da jo je zadelo kar nekaj nevšečnosti, med seboj povezana in je premogla neizmerno ljubezen in spoštovanje. Preden pa si jo podrobneje ogledamo, vas vabim, da skupaj odpremo Sveto pismo v pismu Rimljanom, 12. poglavju, ter preberemo od 9. do 21. vrstice. Ljubezen naj bo brez hinavščine, odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega. Drug drugega ljubite z bratovsko ljubeznijo. Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Ne popuščajte v nemi, temveč bodite goreči v duhu, služite Gospodu. Veselite se v upanju, potrpite v stiski. Vztrajajte v molitvi, bodite soudeleženi v potrebah svetih, gojite gostoljubje. Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte in ne preklinjajte jih. Veselite se s tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo. Drug o drugem imejte isto mišljenje, ne razmišljajte o visokih stvareh, marveč se prilagajajte skromnim. Ne imejte se v svojih očeh za pametne, nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi. Ne maščujte se na svojo roko, ljubi, ampak dajte prostor Božji jezi, saj je pisano: moje je maščevanje, jaz bom povrnil, pravi Gospod. Nasprotno, če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti, če je žejen, mu daj piti. Če boš namreč delal tako, boš sipal žarečega oglja na njegovo glavo. Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj hudo z dobrim. V Svetem pismu najdemo mnogo zgodb o družinah. Zapisani so tako lepi, kakor tudi težki dogodki, ki so se jim dogajali, in Biblija tudi ne prikriva strašnih tragedij in napak, ki so jih storili posamezniki. Pa tudi ne prikriva izzivov, s katerimi so se soočali.
Nekatere zgodbe, ki jih beremo, so boleče in pretresljive. Vse te zgodbe pa so zapisane zato, da nam nudijo tolažbo, upanje in navdih v času našega potovanja po z grehom poškodovanem svetu. Družine velikih očakov Svetega pisma so bile na nek način tudi zlomljene in nepopolne. Toda Bog je njihovo zlomljenost uporabil, da jim je pomagal rasti, da bi lahko izkusili neverjetne priložnosti, ki presegajo njihovo domišljijo in da bi jih naučil več o njegovi neverjetni ljubezni in odpuščanju. Poglejmo si skupaj nekaj teh družin. Adam in Eva sta izkusila bolečino smrti otroka. Bolečina je bila še toliko večja, saj je smrt povzročil njun drugi otrok. Zavedala sta se, da je do te tragedije prišlo zaradi njunega lastnega padca. A vendar sta lahko izkusila tudi Božje ljubeče usmiljenje in odpuščanje, ter upanje v odrešenika, da bo stvari znova postavil na pravo mesto. Abraham in Sara sta izkusila neplodnost in nadomestno starševstvo, ki se je slabo končalo. Preden ju je Bog v njuni starosti blagoslovil z obljubljenim sinom, je bilo v njuni družini maščevalno ljubosumje in življenje je bilo videti brezupno in nemogoče. Omenimo še Jakoba, ki je v svojem življenju najprej bežal pred svojim bratom, da si je ohranil življenje. Kasneje ga je ukanil celo njegov tast, ko mu je ponudil za ženo hči, katere ni ljubil. Njegova ljubljena žena Rahela je umrla med porodom sina Benjamina, njegovega najljubšega sina Jožefa pa so bratje prodali v Egipt. In Jakob je bil prepričan, da je mrtev. In tu je še kralj David, ki je opisan kot človek po Božjem srcu, toda imel je mnogo žena in umoril je veliko ljudi. Njegova družina je bila zelo zlomljena. Imel je vsaj enega otroka, ki je umrl v otroštvu, njegovi odrasli otroci pa so bili vpleteni v incest, posilstvo, ljubosumje, zlorabo, izdajo in celo umor. Veliko je opisov družin v Svetem pismu, ki so se soočale s hudimi težavami in bile tudi zelo poškodovane. Toda družine, ki so zaupale Bogu, gradile trdne odnose in svoje darove uporabljale za to, da so z njimi blagoslavljale druge, so pogosto odkrile nove priložnosti v njihovem življenju, ne glede na to, pred kakšne izzive jih je le to postavilo. Vsaka družina je torej družina priložnosti. Bog je človeka ustvaril, da bi živel v popolnem svetu. Ker pa je greh povzročil padec, smo žal ljudje na tem grešnem svetu deležni neštetih bolečin, izzivov in tragedij. Vendar je Bog, ki nikoli ne neha misliti na nas, pripravil izjemen načrt, kako pomagati svojim otrokom, da svoje izzive skupaj prebrodijo v ljubezni, odkrivanju novega upanja in jih z uporabo njegove moči spremenijo v priložnosti. Obstajajo mnoge razsežnosti Božje neverjetne ljubezni, ki jo lahko izkusimo tudi na tem grešnem svetu. Zaradi vseh težav, ki se nam dogajajo in vsega hudega, kar nas obdaja na tem svetu, nam je Bog omogočil, da se naučimo potrpežljivosti, prijaznosti, sprejemanja, odpuščanja. Omogočil nam je, da se naučimo prisluhniti bolečini drugega, rasti v veri, se medsebojno tolažiti, mirno reševati nestrinjanja
ter se spodbujati in opolnomočiti drug drugega za nove priložnosti. Ko se soočamo z izzivi v svojih tesnih odnosih, družinah in skupnostih, nam Bog daje nove priložnosti, da si okrepimo ljubezenske mišice in mu postanemo bolj podobni. Takšne izkušnje nam pomagajo odpreti srce, da začnemo z velikodušnostjo vključevati in prepoznavati, da je vsak človek ljubljeni Božji otrok, ki ga je Sveti Duh obdaril na edinstven način in je zasnovan tako, da bi bil del ljubeče skupnosti. In ko skupaj živimo v ljubezni, odkrivamo izvirne priložnosti, da drug drugemu pomagamo rasti v novih priložnostih. Pa si poglejmo sedaj pobliže našo razširjeno družino. Družino Naomi in Rute. To je majhna družina, katere preprosta zgodba se skriva globoko v središču Svetega pisma. Več o njej si lahko preberete v knjigi o Ruti. Naomi je pestovala svojega novorojenega vnuka. Stisnila ga je k srcu in ga poljubila na obraz, še vedno naguban in vlažen od trenutka, ko se je rodil. Toda celo ko se je smejala in neizmerno uživala v svoji radosti, jo je v duši bolelo zaradi izgube moža in sinov. Nekoč je sanjala, da bi ta trenutek delila skupaj z njimi, ko bi njena sinova postala očeta in njen mož dedek. A čeprav bo dojenček obet v prihodnosti imel družinsko ime in bil dedič, ni bil njenega mesa in krvi. Njegova mati je bila Ruta, Moabka, njegov oče, Boaz, pa je bil sin Rahabe iz Jerihe. Ta majhen otrok je bil mešanega porekla, sin dveh priseljencev, ki sta bila toplo sprejeta v izraelsko skupnost v Betlehemu. Naomi se je spominjala svoje poroke z Elimelehom. Njuno prihodnost si je predstavljala v tihem, varnem in majhnem mestu Betlehem, v katerem bi bila obkrožena s prijatelji in družino. Kmalu je Noemi zanosila, toda njuna sinova sta bila ob rojstvu šibka in ranljiva. V tistih časih niso poznali imena za njuno stanje, a verjetno sta imela gensko motnjo, kot je na primer mišična distrofija ali morda nekaj podobnega anemiji srpastih celic. Naomi in Elimeleh sta jo celo poimenovala Mahlon, kar pomeni bolezen, in Kiljon, kar pomeni krhkost. Naomi je svoje življenje posvetila skrbi za sinova in tako postala še bolj potrpežljiva, ljubeča in nesebična. Vodila jo je globoka želja po tem, da bi ju ohranjala pri življenju dovolj dolgo, da bi tudi ona dva imela otroke. Seveda je imela veliko strahov in izzivov. Naomi je ponoči pogosto budno ležala ter poslušala njuno dihanje, pripravljena steči in poskrbeti zanju, če bi jo sinova potrebovala, ter molila zanju neprestano. Nato pa je prišla lakota. Rodovitna betlehemska zemlja se je spremenila v prah. Naomi in Elimeleh pa je skrbelo, da njuna skromna zaloga hrane ne bo zadostovala, da bi nahranila svoja otroka. Sprejela sta težko odločitev, da bodo zapustili svoj dom, družino in prijatelje ter se naselili v Moabu, dokler se žetev znova ne poveča. Pot v Moab je bila za družino dolga in nevarna. Počasi in previdno so stopali vzdolž poti v neznano prihodnost. Vsaka grbina na cesti je dečkoma povzročala bolečine.
Končno so prispeli v nenavadno mesto. Dečka sta počivala. Elimeleh je iskal dom in kraj, kjer bi lahko začel svojo dejavnostjo, Naomi pa se je pogovarjala z ženskami na Moabskem trgu. Naomi je živela v skladu s svojim imenom, ki pomeni ljubezniva. Bila je ljubezniva, vesela in dobrosrčna oseba. Zlahka je pridobivala prijatelje celo v tem tujem mestu. In tako je poiskala najnežnejši in najprijaznejši ženi za svoja občutljiva sinova. Njena največja želja je bila, da bi Mahlon in Kiljon imela zdrave otroke, ki bi ohranila družinsko ime in dediščino. Ko sta bila torej sinova dovolj stara za poroko, je Naomi našla Ruto in Orpo, veseli, prijazni in ljubeči dekleti, kakor je bila tudi ona sama. Toda njeno veselje je hitro minilo. Elimeleh je umrl in 3 ženske so v obupu opazovale, kako se Mahlonu in Kiljonu slabša zdravje. Naomi je storila vse, kar je lahko, da bi jo ohranila pri življenju, vendar tokrat to ni bilo dovolj. Tragedija za tragedijo so lomile njeno srce. In še vedno ni imela vnukov. Obupane in zlomljenim srcem so se 3 vdove tolažile med seboj. Na svetu so bile popolnoma same, brez moških, ki bi jih varovali in oskrbovali. Naomi je sklenila, da bo za vdovo življenje v Betlehemu varnejše kot pa v Moabu, kjer ni imela nobenih moških sorodnikov, ki bi skrbeli zanjo. Takoj, ko se je počutila dovolj pri močeh, da odpotuje nazaj v Betlehem, je spakirala nekaj stvari ter poljubila Ruto in Orpo v slovo. Tako težko je bilo ob tem, da bi jo zapustila, saj sta ji bili kakor lastni hčeri. Toda morala se je vrniti med svoje ljudi in v svoj stari dom, kjer je lahko našla zaščito in varnost. Naomina prijaznost in vera v Boga pa sta se dotaknili Rutinega srca. Ko je Ruta kot mlada vdova razmišljala o priložnostih za prihodnost v Moabu, je spoznala, da je selitev v Betlehem, kjer bi živela skupaj s taščo, daleč najboljša možnost. Tako se je Ruta zavezala k temu, da bo skrbela za to izjemno žensko, ki je pokazala dobroto Božje ljubezni. Ko sta prispeli v svoj stari dom, sta opazili, da je poln prahu in umazanije. Vdovi sta skupaj preživeli dan v pometanju in čiščenju, da bi njun dom znova postal brezhiben. Vsaj zdaj sta imeli nekakšno zavetje. Naslednji dan je Ruta Naomi pustila počivati in odšla ven, da bi našla hrano in pobrala zrna, ki so jih žanci pustili za seboj. Ruta ni želela, da bi Naomi v skupnosti izkusila sramoto zaradi revščine. Šla je pa brkovat na polje Naomijinega sorodnika Boaza. Boaz je prijazno pripravil varen prostor za delo, da bi lahko zagotovila dovolj hrane za čez dan in dovolj, da jo zvečer odnese domov. Boaz, navdušen nad njenim trdnim delom, pogumom in predanostjo, zato prostovoljno sprejme svojo vlogo njenega sorodnika, odkupitelja. Ruta in Boaz sta se poročila in rodil se jima je sin Obed. Naomi pa je končno imela ljubljenega vnuka, ki bo nadaljeval rod. Obed je bil zdrav in čeden deček in nekega dne bo postal kralj Davida. Če sta Naomijina in Elimelehova sinova res imela gensko bolezen, ki je oslabila rod, potem je ta ljubezenska zgodba razkrila, kako na izviren način popraviti škodo.
Po eni strani je zgodba o Ruti, preprosta ljubezenska zgodba z več srečnimi konci, celo srečnejša, kot bi si kdo od njih predstavljal, saj bosta kralj David in Jezus med njunimi potomci. Vsebuje pa tudi številna vprašanja, s katerimi se soočajo družine v današnjem času. V tej zgodbi so skrite teme o zakonu in vdovstvu, o samoti in prijateljstvu, neplodnosti in materinstvu, rojstvu in izgubi, žalovanju in radosti, odtujenosti in skupnosti, ranljivosti in zaščiti, vzgoji otrok z zdravstvenimi težavami, starih starših, mentorstvu mlajšim generacijam, dobri skrbi za starejše, postavljanju dobrih moralnih meril na delovnem mestu, prizadevanju za pravičnost in o velikodušnem deljenju naših blagoslovov. Toliko pomembnih tem v 4 kratkih poglavjih zgodbe o Ruti. Ko raziskujemo to imenitno pripoved, odkrijemo mnogo načinov, na katere je ta majhna družina skrbela drug za drugega v številnih zahtevnih okoliščinah. Njihov plemenit pogum je stoletja pomagal družinam, da so premagovale svoje edinstvene in zahtevne poti ter našle svoje priložnosti polne upanja. Odpotujmo sedaj še nekaj stoletij naprej, v čas apostola Pavla. Bil je zelo zaposlen z delom in ustanavljanjem ljubeče in vključujoče, na Kristusa osredotočene skupnosti, ki so med seboj sodelovale, da bi odkrile nove priložnosti. Ustanavljal je cerkve, v katerih naj bi vsakdo izkusil široko Jezusovo dobrodošlico, ne glede na to, kdo je, kakšnega spola je, koliko je star, kakšni etični skupini pripada, koliko je sposoben, kakšen je njegov družben položaj, izobrazba ali družinsko ozadje. V 12. poglavju pisma Rimljanom Pavel na kratko podeli smernice za zdrave odnose družine in skupnosti. Naomi in Ruta sta se teh pomembnih naukov za življenje naučili pred mnogimi stoletji in ti so še vedno aktualni za naše odnose danes. To poglavje je jasno razdeljeno na 3 dele s 3 različnimi načeli za medsebojno življenje v zdravih, srečnih, upanja polnih in ljubečih družinah in skupnostih. Prvi del se osredotoča na to, da smo vsi člani Božje družine drugačni, toda povezani. Drugi del opisuje, da Sveti Duh daje raznovrstne darove vsakemu članu družine, da bi z njimi lahko blagoslavljali druge. V tretjem delu pa Pavel opiše nekaj načinov, na katere lahko družine in skupnosti živijo v medsebojni ljubezni in ustvarjajo upanja polne priložnosti, ne glede na njihove edinstvene razlike. Ko je bil Zalin dedek Miha zaradi bolezni COVID-19 na zdravljenju v bolnišnici, mu je njegova vnukinja poslala sporočilo. Dedek, bila sem tako žalostna, da si v bolnišnici in nisem mogla priti in te videti. Toda, veš, moj učitelj mi je povedal, da sva med seboj vedno povezana z nevidno struno, imenovano ljubezen. Zato sem ti še vedno zelo blizu, ne glede na to, kje si, tudi ko te ne morem videti. In vem, da si tudi ti blizu meni. Njeno preprosto sporočilo nas spominja na to, kaj za posameznika pomeni biti vključen v Božjo družino. Vsi smo med seboj povezani z nevidno struno ljubezni, kakor so na načine, ki jih ne moremo videti,
povezani deli našega telesa. Vsak je vključen v telo. Ni pomembno, kakšno vlogo ima. Vsak del našega telesa je pomemben. Drobni in občutljivi deli telesa potrebujejo posebno nego drugih delov. Ti ranljivi deli pa imajo tudi vlogo pri skrbi za preostali del telesa ter spodbujajo ustvarjalnost in upanje. Vsi so enako ljubljeni in vsi lahko blagoslavljajo druge, saj smo vsi skupaj združeni v Božjo, nevidno, toda mogočno ljubezen. To so spoznali tudi Ruta, Naomi in Boaz. Čeprav so bili zelo različni, so bili vsi povezani in del enega telesa. Ni bilo pomembno, kdo je bila, od kod prihaja, ali kaj lahko ali česa ne more storiti. Njegova odgovornost je bila, da blagoslavlja in skrbi za druge, kakor je njega blagoslovil in skrbel zanj Bog. Spomnil se je materinih čudovitih zgodb o tem, kako jo je izraelska skupnost z odprtim srcem sprejela in vključila medse. In Boaz je želel, da bi bili tudi Ruta in Naomi velikodušno sprejeti, prav tako, kakor je bila njegova mati. Kot kristjani smo poklicani, da gradimo močno, zdravo in skrbno povezanost z vsemi, ki jih Bog pripelje med nas, da bi zanje skrbeli, ne glede na to, kdo so, da bi lahko gradili vključujoče in spodbudne skupnosti okrepljene z njegovo ljubeznijo. V vrsticah od 6 do 8 Pavel opisuje, kako nam Sveti Duh daje različne duhovne darove. Imamo različne milostne darove, pač po milosti, ki nam je bila dana. Če ima kdo dar preroštva, naj ga uporablja v skladu z vero. Kdor ima dar služenja, naj ga uporablja za služenje. Kdor ima dar učenja, naj uči. Kdor ima dar spodbujanja, naj spodbuja. Kdor daje, naj daje širokosrčno. Kdor je predstojnik, naj ga odlikuje vestnost. Kdor izkazuje usmiljenje, naj to dela z veseljem. Medsebojno blagoslavljajmo drug drugega na svoj edinstven način, z radostnim služenjem, poučevanjem drugih o Bogu, spodbujanjem ljudi, ki so v stiski, izkazovanjem velikodušnosti in veselja, s tem, da smo učinkoviti vodje in s prijaznostjo. Vse te darove lahko vidimo v zgodbi o Ruti. Z veseljem je služila svoji tašči s paberkovanjem na polju. Naomi je s prijaznostjo in skozi pogovore z Ruto le to učila o neverjetni Božji ljubezni. Ruta je odšla z Naomi in jo opogumila s svojo obljubo, da bo ostala z njo in skrbela zanjo. Boaz je pomagal Ruti s tem, ko ji je dovolil varno paberkovati na njegovem polju. Bil je radodaren v dajanju in je svojim služabnikom naročil, naj na tleh pustijo dodatna žitna stebla, da bi bilo Ruti olajšano delo in bi lahko nabrala dovolj žita. Boaz se je s tem, ko se je skrbno pogajal za položaj moškega sorodnika, odkupitelja, z bližnjim sorodnikom izkazal kot učinkovit, moder in pravičen vodja. Ruta in Naomi in Boaz so odličen primer tega, kaj pomeni biti prijazen in usmiljen do drugih. Pravzaprav so v tej kratki zgodbi vsi liki, ki so šli 2 milje daleč, da bi drugim izkazali dodatno prijaznost, prejeli čudovite in nepričakovane blagoslove od Boga. Vidimo lahko, kako je vsaka oseba uporabila svoje duhovne darove, da bi z njimi bila v življenju drugih v blagoslov. V vrsticah od 9 do 21 Pavel podaja nekaj zelo praktičnih predlogov, kako Božjo ljubezen živeti v vseh naših odnosih.
Ruta, Naomi in Boaz niso imeli koristi od Pavlovih pisem, toda njihova tesna povezava z njihovim vedno ljubečim Bogom je vsakemu od njih omogočila, da so živeli po njegovih načelih ljubezni. Upoštevali so nasvet iz 9. vrstice, naj se iskreno ljubimo in držimo dobrega. Ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega. Ruta, Naomi in Boaz so drug drugega globoko ljubili. Iskali so dobro v drugem, ga cenili in bili z iskreno zavezo povezani drug z drugim. Kakšne priložnosti vidite v drugih, ko nanje pogledate z očmi Božje neskončne ljubezni, na način, na kakršnega je Jezus videl ljudi, ki jim je služil, in ne svojo omejeno in pristransko predstavo. V 10. vrstici Pavel družine in skupnost spodbuja, da bodo ljubeznive drug do drugega. Drug drugega ljubite z bratovsko ljubeznijo, tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Zgodba o Ruti je polna primerov praktične prijaznosti. Naomi, Ruta in Boaz so pokazali skrb za dobro drugega. Prav tako so odkrili tudi tisto pomembno načelo Božje ljubezni, da smo vedno, ko blagoslavljamo druge s svojo prijaznostjo, tudi sami blagoslovljeni. Krščanskega filantropa iz Škotske so vprašali, kaj je tisto, po čemer si želi ostati v spominu. Njegova organizacija je financirala orkestre skupnosti v nekaterih najrevnejših in najbolj ogroženih okrožjih ter pomagala zmanjšati kriminal in vandalizem. Začel je s programom, s katerim je usmerjal najstnike iz težavnih razmer, ki so bili v življenju skoraj brez upanja, in jim pokazal, kako naj bodo vodje pozitivnih sprememb v svojih skupnostih. Posvojil je veliko otrok. Bil je pokrovitelj državne dobrodelne organizacije za vzpostavljanje dobrih odnosov. Njegov odgovor pa je bil preprost in presenetljiv. Če se me bodo zapomnili po čemerkoli, si želim, da bi se me zapomnili po prijaznosti. In na kakšen način je prijaznost postala tako močna vrednota v vašem življenju, ga je vprašal izpraševalec. V vsaki situaciji se vprašam, kako lahko pokažem prijaznost in na to, kako sem lahko še bolj prijazen in potem naredim to drugo. To razkošno prijaznost najdemo v zgodbi o Ruti. Ruta je s tem, ko je za vse življenje se zavezala skrbi za Naomi, prehodila več kot le dodatno miljo. Boaz je velikodušnosti dodal še več velikodušnosti, ko je na svojih poljih oskrboval Ruto. In Naomi je v svoj dom in svoje srce sprejela priseljenko iz drugačne kulture. V isti vrstici nas Pavel vabi tudi, naj spoštovanjem dajemo prednost drugemu. Ko z drugimi ravnamo spoštljivo, z njimi ravnamo tako, kakor Bog ravna z nami. Drugim izkažimo spoštovanje, ko jih postavimo nekoliko višje od sebe. Ruta, Naomi in Boaz so drug drugega spoštovali bolj kot sebe. Globoko spoštovanje so pokazali v različnih odnosih, pa čeprav so v njih obstajale razlike v starosti, spolu, družbenem položaju, sposobnostih in kulturi. Ruta, Naomi in Boaz so skupaj živeli v ponižnosti in složnosti po načelih, ki jih je Pavel izpostavil v 16. vrstici. Drug o drugem imejte isto mišljenje. Ne razmišljajte o visokih stvarih, marveč se prilagajajte skromnim.
Ne imejte se v svojih očeh za pametne. Prav tako so pokazali velikodušno gostoljubje tistim v potrebi. 13. vrsta. Bodite soudeleženi v potrebah svetih, gojite gostoljubje. Ruta je pokazala gostoljubnost Naomi s tem, ko je šla iskat hrano, da bi jo lahko jedli. Boaz je Ruto sprejel v varno zavetje svojih pol, z njo delil svoj obrok hrane in jo nato v svoj dom sprejel kot svojo ženo. Ko sta prispela v Betlehem, je Ruta živela z Naomi. Nato pa je Naomi prišla živeti k Ruti in ji pomagala pri skrbi za novorojenega otroka. Karkoli sta imeli, sta delili druga z drugo. V 15. vrstici nas Pavel vabi, da bi se veselili s tistimi, ki se veselijo, in žalovali z žalujočimi. Veselite se s tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo. Ko delimo medsebojna čustva, se ustvari posebna vrsta povezave. Ruta in Naomi sta tolažili druga drugo, ko sta šli skozi tragične izgube in razočaranja. In skupaj sta praznovali Rutino in Boazovo poroko in veselo rojstvo dečka Obeda. Bog vsakogar med nami poziva, naj blagoslavlja in opolnomoči vse druge člane v krogu naše družine, prijateljstev, cerkvenega tovarištva in skupnosti. Da vse, ki stopijo v naše življenje, sprejmemo z radostjo, velikodušnostjo in prijaznostjo, ne glede na to, kakšne izzive in razlike prinašajo s seboj. Vsak človek je darilo od Boga in poln neštetih blagoslovov. Naša naloga, ki nam jo je dal Bog, je, da se med seboj zbližamo, ljubimo drug drugega, prisluhnemo upanju in sanjam drug drugega, ter skupaj delujemo za njihovo uresničitev. Ko je Naomi na Moabskem trgu spoznala Ruto kot prijazno, mlado dekle, se ji niti sanjalo ni, kako jo bo Bog blagoslovil preko Rute in sčasoma ozdravil zlomljenost v njeni družini. Rick in Dick Hoyt sta odkrila možnost iskanja izvirnih priložnosti v najbolj težavnih okoliščinah. Rick se je rodil z nezmožnostjo hoditi in govoriti. Sporazumeval se je preko pisanja na poseben računalnik. Nekega dne, ko je bil star 15 let, je napisal, da se želi udeležiti dobrodelnega teka na 5 milj. Njegov oče Dick se je strinjal, da bo po poti potiskal invalidski voziček. To je bil začetek njune neverjetne pustolovščine. Očetu je bilo težko potiskati sina po cesti, toda Rick je tako užival v tej izkušnji, da je to Dicka spodbudilo, da je dobil moč in prilagodil Rickov invalidski voziček, da bi ga lažje in hitreje potiskal. Udeležila sta se več dogodkov in sčasoma je bil Dick dovolj pripravljen, da je Ricka v vozičku potiskal na maratonih in celo tekmoval na triatlonih. Rick tega ne bi zmogel brez svojega očeta. In oče ne bi nikoli začel teči, če ne bi bilo sina. Potrebovala sta drug drugega. Rickova strast in Dickova energija pa sta vplivali na razvoj novih priložnosti, ki so presegle vse, kar bi si sploh lahko kdaj predstavljala. Rick in Dick sta se zbližala drug z drugim, se imela rada, prisluhnila sta drug drugemu o upanju in sanjah ter skupaj delala na tem, da jih uresničita. Bodimo tudi mi skupnost priložnosti.
To je skupnost, ki so jo Ruta, Naomi in Boaz dosegli skupaj, ko so drug drugemu obogatili življenje. Nekega dne so te 3 osebe odkrile svoj prostor v Jezusovi družini. Tudi danes lahko odkrijemo svoj prostor v Božji družini, ko v Kristusovem telesu živimo povezani z nevidnimi strunami ljubezni, ko spoznavamo, da je Sveti Duh dal različne darove vsakemu človeku in ko v vsakem odnosu udejanjamo Božjo ljubezen. Tako lahko resnično delujemo skupaj pri ustvarjanju neverjetnih novih priložnosti, upanju za vsakega človeka, ki presegajo vse tisto, kar bi si lahko kdorkoli med nami predstavljal ali doživel sam. Amen. Dragi Oče, hvala, ker nismo sami. Hvala, ker nam daješ smerokaze in napotke, kako naj ravnamo, da bomo složno bivali skupaj. Bodi naš vodnik in pomočnik v sedanjem življenju in ohrani nam in našim bližnjim zdravje in vero. Oče, daj, da bi se medsebojno podpirali, si pomagali, se hrabrili in bodrili in se tudi medsebojno ljubili z bratovsko ljubeznijo. Oče, naj bo družina, bodisi osnovna ali razširjena, vedno naš varen pristan. To molitev, dragi Bog, izročam Tebi v veri in zaupanju, da jo boš uslišal. Amen.